pa predlagam, da kar začnemo. Vsem skupaj še enkrat prav lep pozdrav in dobrodošli na današnji novinarski konferenci Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Med nami pozdravljam gospoda generalnega direktorja Dušana Valentinčiča z sodelavci Aldom Carljem, gospod magistro Danijelo Prelič in pa z gospodom Aleksandrom Kotnikom. Bodo pa predstavili letno poročilo 2010 Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in pa seveda aktualno problematiko. Tako da v bistvu predajam besedo gospodu generalnemu direktorju Dušanu Valentinčiču. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Namen današnje tiskovne konference je predstaviti to letno poročilo, ki smo ga pripravili v zadnjih dneh in bo danes tudi objavljeno na spletni strani. Določene podatke smo vam posebej izpisali, pripravili tako, da v neki krajši obliki, nekaj posebnih poudarkov boste pa slišali na sami konferenci. Jaz vam rad, da neke stvari tudi nazorno pokažem, zato sem vam tudi pripravil predstavitev nekaterih stvari, tudi v grafih in, bom rekel, v sliki. Seveda, ob tem, ko bomo predstavljali podatke za lansko leto, vam bomo predstavili tudi aktualna dogajanja, trenutno stanje in seveda na koncu z veseljem bomo odgovarjali tudi na vaša vprašanja. Ker, tako kot sem rekel, ker neke stvari jaz rad nazorno pokažem, sem na današnjo tiskovno konferenco povabil tudi magistro Danijelo Prelič, ki je na nek način, bom rekel, pomembna kadrovska okrepitev, bom rekel, v naših vodilnih vrstah. Ona je v lanskem letu, sredi lanskega leta, prevzela vodenje našega edinega, bom rekel, ženskega zavoda za prestajanje kazni zapora, zavoda IK. In ona bo, bom rekel, z veseljem odgovorila lahko tudi na mogoče vprašanja v zvezi s tem zavodom, v zvezi z žensko populacijo, še posebej mogoče zanimivo zato, ker imamo po dolgem času imamo tudi dojenčka na igu. In kar nekako sodi in to je neka stalnost vseh ženskih zaporov, večjih ženskih zaporov po Evropi, vendar naš sistem je tako majhen in tako malo je žensk zaprtih, tako da se to nam, bom rekel, v zadnjih letih zelo izjemoma zgodi. Drugače pa bi že uvodoma posebej poudaril, da so se razmere v naših zaporih v lanskem in letošnjem letu pomembno izboljšale. Najbolj spodbudna informacija je ta, da se je nek trend stalnega naraščanja števila zaprtih oseb, ki smo ga beležili v preteklih letih, lansko leto ustavil. Celo obratno, prisoten je trend upadanja in se je število zaprtih oseb celo nekoliko zmanjšalo. Po drugi strani pa smo uspeli povečati število zaposlenih, predvsem število pravosodnih policistov in število strokovnih delavcev. In ravno to izboljšano razmerje med številom zaprtih na eni strani in številom zaposlenih na drugi strani je pomembno prispevalo k boljšemu delu, k temu, da smo kvalitetnejše izvajali naše poslanstvo. Določene dosežke smo dosegli tudi na drugih področjih. Uvodoma bi posebej izpostavil področje prostorske problematike in prenapolnjenosti zavodov, tako da, kar bom pa v nadaljevanju tudi podrobneje predstavil. Če začnemo s samim številom, še nekaj je izredno pomembno, glejte, v zaporih neka splošna ocena je bila zagotovljena stabilna varnostna situacija, število izrednih dogodkov se ni povečalo, vendar o tem več v nadaljevanju. In kar je izredno pomembno, ta visok nivo varnosti v zaporih se ni zagotovil na račun drugih nalog, ki jih moramo v zaporu izvajati. Ob tem smo uspešno izvajali tudi resocializacijo zaprtih oseb, jim nudili pomoč in marsikdo od obsojencev je to
pomoč uspešno izkoristil in se tudi uspešno vključil nazaj v življenje na prostost po prestani kazni. Še nekaj se mi zdi izredno pomembno, da nadzorni organi, še posebej zunanji nadzorni organi, kot je varuh človekovih pravic, niso ugotovili večjega kršenja človekovih pravic. Seveda pa to ne pomeni, da do posamičnih kršitev ni prihajalo in da določene pritožbe zaprtih oseb niso bile upravičene. No in če se vrnem na samo stanje, kaj se je dogajalo v lanskem letu, tukaj vidite veliko podatkov, ampak nekako tako lahko zaključim. Se opravičujem. Tukaj vidite število vseh obravnavanih oseb. V lanskem letu smo obravnavali nekaj manj kot 5000 ljudi skupaj zaprtih. In povprečno stanje pa je bilo v lanskem letu dnevno stanje 1374, kar pomeni približno 3% manj kot je bilo stanje v letu 2009, skupaj smo pa obravnavali približno 4% manj zaprtih. Tukaj vidite še, kako se je to povprečno stanje gibalo v zadnjih 10 letih. To je ta porast, ki sem govoril od leta 2005 do leta 2009, strmo naraščanje in sedaj v bistvu ta trend, obratni trend upadanja. Kar se same strukture zaprtih oseb tiče, tle ni povsebnih sprememb. Velika večina, dobrih 70% predstavljajo obsojenci, druga kategorija po številu so priporniki, približno 25%, vse ostale kategorije so pa zelo malo številčne. Tukaj vidite tudi število novosprejetih v zadnjih 10 letih, tudi to število se je v lanskem letu nekoliko zmanjšalo v primerjavi z letom 2009. Tukaj vidite novo sprejete potem po posameznih kategorijah in tukaj lahko vidite, da se, kar se tiče obsojencev, to je zelena barva, kar se tiče pripornikov, plava barva, da je ta trend dokaj, bom rekel, umirjeno gibanje je v zadnjih 10 letih. Vidite, največje nihanja so pri uklonilnih zapornikih v zadnjih letih, prej so bili pa to upravno kaznovani, smo rekli, prekrškarji, govorimo pa o prekrškarjih. Vi vidite, da smo pred približno 10 leti imeli izredno veliko število prekrškarjev. Takrat se je dalo denarno kazen odslužiti in večina takih je bila v tisti situaciji. Sredi preteklega desetletja se je, bom rekel, spremenila zakonodaja, zakon o prekrških, in od takrat dalje imamo uklonilni zapor in imamo precej manjše število teh v naših zavodih. Kar se tiče samega nastopa kazni, tukaj prikazuje ta graf, kako obsojenci nastopijo kazni. Zelena barva so tisti, ki so kazni sami nastopili. Rjava barva so tisti, ki v bistvu so bili privedeni z prostosti. In plava barva so bili tisti, ki so nastopili iz pripora. V lanskem letu se je povečalo število tistih, nekoliko povečalo število tistih, ki so nastopili iz prostosti, povečalo se je število tistih, ki so bili prevedeni od zunaj, ki so čakali na nastop kazni zunaj, nekoliko se je pa zmanjšalo seveda število tistih, ki so kazni nastopili iz pripora. Kar se dolžine kazni tiče, posebnih sprememb v lanskem letu ni. Ključen podatek je, da je približno 80% novosprejetih imelo kazen krajšo od 2 let. Tukaj vidite pa na tem grafu celotno strukturo.
Tudi vidite, naprimer, da se število tistih z najdaljšo kaznijo 30 let ne spreminja, 9 jih je, 9 jih je že odprej, v lanskem letu nismo nobenega takega sprejeli, nobenega pa še ni takega primera v Sloveniji, kateremu bi bila izrečena najstrožja kazen, to je dosmrtni zapor. Seznanjeni ste pa, da je ta možnost obstaja od leta 2008 dalje, ko je bil spremenjen kazenski zakonik. Tudi glede strukture po kaznivih dejanj v lanskem letu ni posebnih sprememb. Struktura je podobna kot v preteklih letih. Velika večina je prišla v bistvu v naše zavode zaradi premoženjskih deliktov. Tatvine, ropi in vse, kar je povezano s premoženjem. Približno slaba polovica, vidite. Na drugem mestu so kazniva dejanja zoper človekove zdravje. Tukaj notri je kar precej tudi odvisnikov v tej kategoriji. Potem so, bom rekel, najstrožja kazniva dejanja zoper življenje in telo, slabih 11%. Vsa zadnja leta je močna kategorija tistih, ki so obsojeni zoper spolno nasilje, bom tako rekel, slabih 10% je bilo v lanskem letu na novo sprejeti. Sledi javni red in mir in tako naprej. Kar se mladoletniškega zapora tiče, moram reči, da so se podatki še zmanjšali, da manj jih skoraj da ne moramo imeti. V lanskem letu smo obravnavali samo 2 mladoletnika z mladoletniškim zaporom. Mi smo mladoletnikov imeli več notri, bodi si v priporu, bodi si v vzgojnem zavodu ali karkoli, vendar obsojena na mladoletniški zapor sta bila samo 2 in tudi praktično trenutno stanje je tako, da imamo samo enega na prestajanju mladoletniškega zapora, kar je dobro, kar pomeni, da sploh v zvezi z mladoletniki delujejo tudi druge oblike kaznovanja in je res zapor tista skrajna zadnja izbira. Kar se same strukture tiče, se je število moških še malo okrepilo, kar 96% vseh zaprtih je bilo moških. Število tujcev se je nekoliko zmanjšalo, 12% smo jih imeli med vso populacijo. Bili so pa to tujci iz najrazličnejših držav, praktično z celotnega sveta, iz 40 različnih držav. Med obsojenci in priporniki jih je bilo vsaj polovica iz bivše Jugoslavije, med samimi obsojenci celo 2/3. Še vedno prevladujejo mlajši zaprti med populacijo, slaba polovica jih je bilo starih do 39 let, približno 27% vseh obravnavanih je bilo odvisnikov, vendar če bi ta podatek gledali samo med obsojenci, je v določenih zavodih precej višji. Presega tudi 40% oziroma v bistvu lahko govorimo o polovici zaprtih obsojencev, ki so uživalci prepovedanih drog. 54% je bilo povratnikov med novosprejetimi. Ta procent je podobno visok kot v zadnjih letih. Približno 2/3 obsojencev je kazen prestajalo v zaprtih režimih, v zaprtih oddelkih, slaba četrtina v polodprtih oddelkih in dobrih 11% v odprtih oddelkih. Kar se odpusta tiče, se je število pogojno in predčasno odpuščenih, to so te dve zadnji kategoriji, rahlo povečalo v primerjavi z preteklim letom in število tistih, ki so v bistvu kazen prestali do konca, se je nekoliko zmanjšalo. 2/3 oziroma približno 66-67% je bilo takih, ki so bili prej izpuščeni, bodi si pogojno, bodi si predčasno. Zasedenost zavodov se je zmanjšala za približno 6%,
v povprečju so bili zavodi za 23% bolj zasedeni, kot so prostorske zmogljivosti glede na postavljene standarde. Tudi v najbolj zasedenih zavodih je bila ta zasedenost manjša kot v letu 2009 oziroma v preteklih letih. Število zaposlenih se je povečalo. Na dan 31.12. smo jih imeli 868, kar je za približno 4% več kot eno leto poprej. Danes pa je ta številka še večja in se približuje številki 900. V glavnem smo pa na novo zaposlili pravosodne policiste in razne strokovne delavce, pedagoge, socialne delavce, psihologe. V lanskem letu smo imeli na razpolago nekoliko več sredstev. Naš proračun je bil večji za približno 16%. Celoten proračun uprave je bil 43 milijonov evrov. Proračun je bil povečan predvsem zaradi investicije, ki jo imamo v Zavodu Dob. Seveda na ta račun se je tudi povečal strošek oskrbnega dne in to kar za 18%. Oskrbni dan na zaprto osebo je bil v lanskem letu 86 evrov. Vendar jaz moram tukaj posebej poudariti, to gre za stroške celotnega sistema. Sami obsojenci nas ne stanejo toliko. Znotraj tega, kot sem že prej rekel, so vključene tudi sredstva za investicije. Največji strošek znotraj našega proračuna smo pa mi zaposleni. In tako je v vseh zaporskih sistemih na svetu. Ja, pomembni podatki, ki se nanašajo na varnost. Tukaj sem rekel, da smo zagotovili stabilno varnostno situacijo. Čist na kratko, imeli smo samo en tak klasični pobeg iz zaprtih delov zavoda, to je bil v Celju, kaj več pa o tem v nadaljevanju. Manj pa je bilo pobegov iz odprtih oddelkov in tle moram reči, da smo kar za 2/3 zmanjšali pobege iz odprtih oddelkov. Kaj se je zgodilo? Glejte, v lanskem letu smo že v prvi polovici leta spremenili to navodilo o razporejanju na prestajanje kazni oziroma v zavode. In kaj se je zgodilo? Kaj je tista bistvena sprememba? V letu 2009 so uklonilni zaporniki bili razporejeni v odprte oddelke. In ti uklonilni zaporniki, ko smo na primer bili privedeni, rečemo na odprti oddelek KIK, v številnih primerih se je zgodilo, da so že isti dan v bistvu enostavno pobrisali. Tam ni nekih ograj, ni nekega varovanja in tako naprej. In seveda s spremembo tega navodila se je to prenehalo. Zato je tudi tak upad pobegov iz odprtih oddelkov. Manj smo imeli tudi nevrnitev iz prostih izhodov. Kar se tiče uporabe prisilnih sredstev, se je tudi število teh uporab malenkostno znižalo. Jaz moram tukaj povedati, da kakšnih posebnih uporab, kot so streljno orožje, jih ni bilo. V glavnem je šlo za telesno silo in uklepanje. Manj je bilo tudi napadov na osebje zavoda. Zabeležili pa smo 8 napadov in 5 poskusov na delavce, kar je pa še vedno precej manj, kot je bilo to v letu 2009. Je bilo pa veliko več, bom rekel, takih verbalnih groženj, ki smo jih zaznali med zaprtimi. No, pri teh napadih bi rad posebej poudaril, da tle ne gre za neke hujše napade, bilo pa je nekaj lažjih poškodb, tako med pravosodnimi policisti, kot med zaprtimi osebami. Težjih poškodb pa ni bilo. Zmanjšalo se je tudi število fizičnih konfliktov med zaprtimi osebami po zavodih. Glejte, k temu je verjetno prispevalo tudi manjše število zaprtih, manjša prostorska stiska,
in seveda na drugi strani nekaj več zaposlenih, ki so imeli več časa za delo z zaprtimi in so verjetno z razbremenilnimi razgovorimi prispevali, da je teh konfliktov manj. Število spremstev v zunanje zavode se nam je precej povečalo za približno 2000, po drugi strani, glejte, je bilo pa izrazit upad števila ur varovanja v zunanjih bolnicah, skoraj za 10 000 manj. Kako to razlagati? Glejte, v letu 2009 smo imeli par primerov večmesečnih hospitalizacij v psihiatričnih bolnišnicah in smo morali zagotavljati stalno 24-urno varovanje. V lanskem letu teh primerov nismo imeli oziroma bistveno manj in tukaj je obrazložitev. Zmanjšalo se je tudi število najdb prepovedane droge, vendar moram povedati, še vedno je bilo takih primerov 105. V glavnem gre za primere, ko je bila droga odkrita ob vstopu v zavod, se pravi ob obiskih, ob prihodih z prostih izhodov, iz dela zunanjega, v paketih, v pismih in tako naprej. Tukaj so še podatke o skupnih količinih. Skupna količina zaseženega heroina je bila 352 gramov, 255 gramov smo zasegli kanabisa, 25 gramov kokaina, pa tako naprej, manjše količine. V glavnem gre za manjše količine. Največja količina je bila nekaj več kot 50 gramov heroina in je bila odkrita v zavodu Ljubljana. Število pobegov, kot je vaš kolega rekel, teh je v zadnjem letu klasičnih pobegov res relativno malo, ne? Posamični primeri. Seveda, lansko leto je bil posebej odmeven pobeg pripornika v zavodu Celje. Tukaj imate tudi, malo se slabo vidi, ampak imate fotografije, na katerih je posnet ta pobeg. Kot zanimivost, da malo obudim spomin na takratne dogodke, gre za pripornika, ki je bil na sprehodu skupaj s 5 drugimi priporniki na tem zunanjem sprehajališču, nadziral jih je pravosodni policist. In seveda ta pripornik se je povzpel po žlebu, tukaj ga vidite, tukaj je, se je povzpel po žlebu približno 22 metrov visoko na streho in seveda po tej strehi šel na drugo stran in splezal nazaj dol in pobegnil. Ta pobeg se ni zgodil hipoma, je kar trajal tam, rečemo, 20 minut in več. In seveda ta pravosodni policist je izgubil službo, moram povedati, je mu bila izrečena najstrožja kazen, ukrep odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je postala tudi pravnomočna na delovnem sodišču. Vendar glavni problem tukaj ni bil, glejte, da mu je pobegnil. Huda malomarnost. Pred očmi praktično, pred nosom mu je začel plezati in to plezanje je kar nekaj časa trajalo, vendar on tega preprosto ni opazil. Če bi on opazil, obvestil svoje kolege, sistem je postavljen tako, bi bila hipoma obveščena tudi policija, bi bila zadeva blokirana in verjetno do tega pobega ne bi prišlo. Potem pa nekaj zanimivih fotografij, ki jih boste najdli tudi v poročilu, kakšne predmete mi odkrijemo znotraj. Naprimer, zbrali smo nekaj najrazličnejših stvari. Na prvi fotografiji vidite pribor za, bom rekel, ogrevanje vode, za kuhanje, za pogrevanje raznih stvari. Lahko bi služilo tudi za kaj drugega, ne? Ampak take, bom rekel, ročno izdelane zadeve, v bistvu s takimi se pomagajo tudi za kuhanje napitkov. Potem na naslednji fotografiji vidite, naprimer, to so vse fotografije z lanskega leta, mobitel, ki je bil odkrit je bil grajen v podplat, bom rekel, superge. Potem tukaj vidite kondom z drogo. Kondomi so zelo priročna zadeva, ne? Mi ugotavljamo, da sploh, kar se tiče vnosa prepovedane droge, da je kar nekaj primerov, ko droga prihaja v telesnih odprtinah.
in odkrivanje tovrstnih primerov je še posebej zahtevno. Na eni strani zato, ker mi nimamo nobenih pooblastil za tovrstne preglede in seveda obsojenci to vedo in nekateri, bom rekel, tle gre za posameznike, to tudi izkoriščajo. Tako da tukaj je kondom služil za vnos droge, tukaj imate, bom rekel, v hrani, trava v hrani, pa če gremo naprej, naprimer posebna zanimiva najdba, 25 gramov heroina je iz zavoda Dob. Tukaj je bilo, heroin je bil v čokoladnih kroglicah in niso bile vse čokoladne kroglice napolnjene s heroinom, samo delnih. In moram reči, da to so odkrili pravosodni policisti pri vnosu v zavod. Pri odkrivanju vseh teh stvari se tudi pomagamo z rentgeni, ampak veste, to pregledovanje paketov je veliko, to je posebna zgodba. In tukaj je vedno neka, bom rekel, neka vojna, ki se nikoli ne konča. Oni poskušajo vnašati, mi poskušamo preprečiti in tukaj noter se vedno lovimo. Oni vedno izumljajo neke nove poti vnosa, mi pa smo pri tem odkrivanju bolj ali manj uspešni. Seveda izdelujejo znotraj tudi kakšne naprave za samoobrambo ali pa za napad, v bistvu. Šamponi in razna mila so krasna zadeva za skrivanje že vsa leta. Tukaj je bil šamponom, naprimer mobitel s priborom, ni pa redkost, da v takih šamponih najdemo v bistvu prepovedano drogo. Količine, kot sem že rekel, so ponavadi majhne, zato jih je tudi težko odkrivati. Običajno in največ takih zaseženih količin govorimo o nekaj gramih. Tukaj vidite, kje vse skrivajo. Tukaj vidite na tej fotografiji vidite še neko drug pripomoček za pobeg. To je vrv z kavlom, vendar take podobne zadeve tudi uporabljajo za prenos pošte, za trnkarjenje, kot mi rečemo. Mečejo iz sobe v sobo, oziroma v nekaterih zavodih, naprimer kot je zavod Ljubljana, smo večkrat odkrili, da z določenih celic mečejo tudi preko varnostnega zidu in na ta način tudi tihotapijo določene zadeve. Potem v zavodih je tudi zelo priljubljeno, bom rekel, kuhanje, priprava kakšne doma narejene pijače in vidite, tukaj so v bistvu narezani kosi sadja in dela se neke vrste mušnica in tako posebni napitki, ker jasno znotraj zapora do alkohola ne morajo priti, ker je prepovedano. Potem tukaj vidite klobaso, ki je služila za vnos droge. Tukaj vidite odkrito količino tablet. Jaz moram reči, da tablete najdemo tako, da jih tihotapijo od zunaj, kot jih najdemo znotraj. Veliko zaprtih oseb ima neko terapijo, predpisano zdravstvene službe. Ta terapija se deli zjutraj, zvečer, vendar dogaja se, mi ne moramo čakati in tako naprej, da vsak dobesedno resnično vse poje. In največkrat gre za take primere, ko v bistvu zadržijo v ustih in potem že delno uporabljeno zdravilo hranijo za druge prilike oziroma se tudi med seboj preprodajajo. Delo ima posebno težo, ki v času prestajanja kazni in seveda naš namen je, da bi mi delo ponudili čim večjemu številu, vendar tukaj moram povedati, da pa nismo najbolj uspešni. V lanskem letu je bilo delo zagotovljeno približno 2/3 obsojencem, vendar le 5% pripornikov. In ta procent, moram reči, in te možnosti za delo se v zadnjih letih celo zmanjšujejo. Tako da tukaj imamo težave,
ker, glejte, mi smo in v naših delavnicah smo predvsem veliko delali za trg. Veste, kakšna je situacija zunaj na trgu, dela preprosto ni in ga je vse težje zagotoviti. In v naslednjih letih, glejte, imamo mi v načrtu, da zagotovimo več možnosti terapevtskega dela, pa dela za lastne potrebe, vendar za to so pa potrebna sredstva in čas. Velik poudarek je na izobraževanju, ponujemo jim razne možnosti znotraj, tako za pridobitev poklica, tle prednači predvsem naš največji zavod DOP in prevzgojni dom za mladoletnike. Sodelujemo z raznimi zunanjimi izobraževalnimi ustanovami in cilj je čim več tega pripeljati v naše zavode. Še posebej zato, ker ugotavljamo, da približno polovica sprejetih obsojencev nima poklica. In seveda naš cilj je, da čim več teh ljudi, še posebej teh, ki nimajo poklica, vključimo v razne izobraževalne oblike. In seveda cilj je, da jim čim bolj razširimo v naslednjih letih te možnosti izobraževanja, ker preprosto povedano, več teh programov bomo znotraj ponudili, manj bo časa za neumnosti, manj bo časa in manevrskega prostora za delovanje podzemlje in seveda več možnosti bo, da bojo ljudje zaprti kaj pametnega naredili v času prestajanja kazni zase. Ponujamo seveda tudi druge programe, že utečene programe, veliko delamo na preprečevanju samomorov in samopoškodb, na obravnavi odvisnikov, še posebej od prepovedanih drog, na obravnavi storilcev, ki so obsojeni zaradi spolnega nasilja, na pripravi na odpust, ampak moram povedati, da teh priložnosti za izboljšanje je prav gotovo še veliko. Ta tabela prikazuje število smrti v zaporih. V lanskem letu smo imeli en samomor in skupaj 5 smrtnih primerov, od tega so 3 umrli v zunanjih bolnišnicah zaradi bolezni. Število ugodnosti je bilo veliko, kot vsa zadnja leta, skupno število preko 10 000 je bilo teh ugodnosti. Jaz moram povedati, da velika večina je odgovorno v bistvu izkoristila to možnost. Ugodnosti so izredno pomembna oblika, bom rekel, tudi zato, ker omogočajo, da obsojenci ohranjajo stik s svojim okoljem, stik z družino in seveda jim omogočajo, da v bistvu po prestani kazni čim lažje se vključijo nazaj v življenje na prostosti. Zlorab je bilo zelo malo, število zlorab se je v lanskem letu zmanjšalo, približno 0,5%, mislim, da je bilo tam približno 60 primerov, ko smo zabeležili zlorabe. In če bi od teh 60 primerov odšteli še naš prevzgojni dom Radeče, ki ni zapor in ker se izvaja vzgojni ukrep, mislim, da je bilo tam okrog 30 primerov, ko smo beležili te zlorabe, vendar moram tukaj povedati, da v glavnem je šlo za lažje zlorabe. Še nekaj o alternativah, kako to izgleda v praksi. Vi veste, da je novost hišni zapor v zadnjih letih, vendar tukaj moram reči, da se nič kaj posebnega ne dogaja. V lanskem letu smo imeli samo 2 taka primera, predlani 3, tako da očitno ta zadeva pri sodišču na nek način ni zaživela. Enako velja tudi za delo v splošno korist. V lanskem letu je bilo samo 12 takih obsojencev, katerim je sodišče nadomestilo kazen zapora z delom v splošno korist. Po drugi strani pa zelo ugodne rezultate oziroma povečanje beležimo pri tako imenovanem vikend zaporu, ta je v naši pristojnosti. In jaz moram povedati, da smo v lanskem letu kar 63 obsojencem v bistvu omogočali, da so kazen prestajali na ta način, da so bili med tednom doma, da so bili še naprej zaposleni,
se pravi, da so ohranili službo, bili svojo družino in so bili v zaporih praviloma samo ob koncu tedna. Ta oblika je izredno pomembna, gledajte, predvsem zato, da ne zgubijo službe. Ker oni dejansko, za razliko od drugih obsojencev, ostanejo še naprej v delovnem razmerju in seveda, če jim mi to omogočimo, jim tudi delodajalec v bistvu jim je praviloma naklonjen. Tako da, lejte, ta številka v lanskem letu pove, da je bilo v lanskem letu več takih oblik kot prej vseh 5 letih skupaj. In s tem bomo nadaljevali tudi vnaprej, še posebej zato, ker imamo, glejte, v glavnem samo dobre izkušnje. Zlorab ni bilo. Ja, to sem že nekaj povedal, kaj smo naredili, še trenutno stanje. Trenutno stanje, glejte, posebej vzpodbudno je, da se, kot sem rekel, da se je ta trend naraščanja obrnil v drugo smer. Spodbudno je, da se ta trend zmanjšanja nadaljuje tudi v letošnjem letu. Trenutno stanje, gledajte, 1313. 1313, kar je manj, kot je bilo stanje v povprečju v lanskem letu. To je približno 150 manj, gledajte, kot je bilo najvišje stanje tam leta 2009. Tako da mi samo upamo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje. Tukaj še graf, ki vse to prikazuje. Glejte, to je povprečno gibanje po mesecih 2,9, potem imate to violo 2,10 in to je prve 3 mesece letošnjega leta. Ja, rekel sem, da smo bili uspešni tudi pri reševanju prostorske problematike in prenapolnjenosti. Tukaj vidite največjo pridobitev nov odprti oddelek Puščava v našem največjem zavodu Dob in za katerim je prvo leto uspešnega delovanja. Jaz moram reči, da ko smo ta oddelek odpirali, je bilo kar nekaj odprtih vprašanj, ki so se pojavljali, še posebej v okolju, ker sami veste, da take ustanove nobeden na nek način noče, da so v njihovi bližini. Vendar moram reči, da za nami je prvo leto in z vso gotovostjo lahko potrdim, da gre za prvo leto uspešnega delovanja tega oddelka. Večina obsojencev, ki so bili tam nameščeni, smo jim tudi omogočili delo v okoliških podjetjih, tako da nobenih težav z okoljem in seveda Zavod Dob za to zasluži tudi vso pohvalo. Pomembna prostorska pridobitev, ki se dogaja v Zavodu Dob v zadnjem letu, je tudi izgradnja 2 novih objektov znotraj zaprtega dela. Na fotografiji vidite, kako izgleda trenutna situacija, oba objekta so že zgrajena in gradnja je v zaključni fazi. Računamo, če bo vse v redu, da bo ta gradnja končana še pred poletjem. Trenutno je v postopku razpis opreme, dela so v zaključni fazi, pridobivamo potrebna dovoljenja in vsekakor računamo, da bomo obsojence v oba nova objekta preselili še v letošnjem letu in seveda to je izredno velika pridobitev, ker predvsem bojo preseljeni obsojenci iz velikih spalnic iz zaprtega dela, ker jih je trenutno tudi po 15, 16, 17 in seveda s to preselitvijo se bo obremenjenost za polovico zmanjšala in bo tako na nek način lahko rečem, da bomo odpravili ta velik problem prenapolnjenosti v našem največjem zavodu. Seveda se aktivnosti za izboljšanje nadaljujejo tudi na drugih lokacijah. Jaz bi tukaj posebej izpostavil drug zavod, v katerem je prenapolnjenost, bom rekel, zelo velik problem v preteklih letih, to je ljubljanski zavod. Kaj smo naredili v Ljubljani? V Ljubljani smo določili lansko leto zgornjo še sprejemljivo mejo zaprtih in ta meja je 245. Prej se je dogajalo, da je bilo v ljubljanskem zavodu že 270, 280 in več zaprtih.
S tem, ko smo postavili zgornjo mejo, smo mi tudi omilili prostorsko stisko v tem zavodu. To pa pomeni, da sistematično premeščamo obsojence v druge zavode. In nikakor se več ne zgodi, da bi v Ljubljani prišli do številke 270-280. Tako da, ko se bližamo tej številki 245, zagori rdeča luč in mi, bom rekel, praktično čez noč določeno število pripornikov, določeno število obsojencev premestimo v druge zavode. Seveda se v Ljubljani nadaljujejo tudi aktivnosti za nadomestno gradnjo in seveda v naslednjem letu bomo poskušali narediti vse, da bo do te nadomestne gradnje tudi prišlo. Seveda je pa priložnosti, mi ne delamo samo na temu, da bi izboljšali prostorske razmere, ampak vse skozi je neke vrste osnovna usmeritev, večja uporaba zaporov alternativnih oblik. Priložnost, glejte, ki jo vedno poudarjamo, je v tem, v lanskem letu, na primer, poglejte, smo sprejeli več kot 80% takih s kaznijo do 2 let. Približno 1/3 je bilo takih obsojencev, ki so prišli na prestajanje kazni sami, se pravi, da so pozvonili na vratih in prišli k nam. Kar pomeni, da niso varnostno problematični, če so na prestajanje kazni čakali doma. In glejte, med temi 300 je prav gotovo kar nekaj takih, ki bi bili sposobni kazen prestajati na drugačen način. In to so še možnosti in priložnosti za razbremenitev zaporov v naslednjih letih. To so tudi, bom rekel, za državo in za zapore najcenejše oblike, kako razbremeniti preobremenjenost zaporov. To je to. V glavnem, priložnosti za izboljšanje je veliko. Mi se trudimo in se bomo trudili v naslednjih letih. Seveda to pa ne pomeni, da se ne soočamo s težavami, takšnimi in drugačnimi. Vedno se bomo. Zapor je, bom rekel, izredno občutljiv socialni organizem. Tukaj smo ljudje in, bom rekel, ljudje v posebni situaciji, še posebej zaprti in seveda dnevno je potrebno reševati celo vrsto zadev. Toliko za uvod, jaz upam, da nisem bil predolg, v nadaljevanju bomo pa z veseljem odgovorili na vaša vprašanja, pa seveda tudi na naslednjih dneh to poročilo, ko ste določene stvari bolj prebrali, bo verjetno porodilo med vami še druga nova vprašanja. Najlepša hvala gospodu Valentinčiču, da zdaj pa smo pripravljeni na odgovore na vaše vprašanje. Ja, sem nekaj vprašal v zvezi z ljubljanskim zaporom. To, kar ste rekel, pomeni, da drugo leto naj bi se začelo graditi? Ne, glejte, kar se tiče ljubljanskega zavoda, v bistvu mi smo do zdaj uspeli pridobiti lokacijo. Ta lokacija je umeščena v urbanistični plan mesta Ljubljane in dopušča prostorski program zaporov. V letošnjem letu imamo v načrtu izvedbo arhitekturnega natečaja, ki je za take objekte v naši državi obvezen. In seveda, glejte, ker ni realne možnosti, poudarjam, ni realne možnosti, da bi v naslednjih letih z proračunom zagotovili sredstva za nadomestno gradnjo, bomo mi proučili vse možnosti, da bi ta projekt izvedli v obliki javno-zasebnega partnerstva. In seveda mi zbiramo vse možne informacije o takih projektih in iz Evrope, vse možne informacije, bom rekel, drugih zaporskih sistemov, ki že poznajo take rešitve. To pa še ne pomeni, glejte, da bomo tudi izvedli nadomestno gradnjo na ta način. Mi bomo to temeljito preštudirali, pripravili študijo, seveda
ko bo ta stvar pripravljena, bomo potrebovali zeleno luč vlade in tako naprej. Ampak v tej smeri delamo, ker dejansko realnih možnosti, da bi ta projekt financirali s proračuna v naslednjih letih, ni. Rekli ste, da razmeroma malo najdete prepovedane droge. Po drugi strani pa pravite, da 40-50% obsojenih ima težave s tem. Kako to razlagate? Kako to komentirate? Ja, glejte, zdaj najdemo malo. To je težko reči, je to malo ali ni malo. Ne? V manjših količinah je. Bilo je pa kar 105 takih primerov in poskusi vnosa so stalno, dnevno prisotni. Tle se moramo zavedati, da določenih vnosov tudi ne odkrijemo, ne? In seveda črni trg znotraj zapora dela. Razlagamo si preprosto tako, povsod tam, kjer so odjemalci prepovedanih drog, tam je tudi ponudba. In seveda do takih vnosov bo prihajalo tudi v bodoče. Po drugi strani pa, gledajte, mi znotraj ponujamo razne programe na področju odvisnosti. Ponujamo nizkopražne programe in višje in visokopražne programe. Tako da, kdor želi nekaj narediti na sebi, ima to možnost. Veliko je takih, ki znotraj abstinirajo. Veliko je takih, ki so na metadonski terapiji. Tako da ob prihodu v zapor je vsa energija in, bom rekel, zdravstvena pomoč usmerjena v to, da bi čim več takih odvisnikov abstiniralo v času pripora oziroma prestajanja kazni. V tem času jih poskušamo zmotivirati, da se vključijo v druge programe. In v določenih primerih smo tudi uspešni, ne? In jih tudi vključimo pred iztekom kazni oziroma med prestajanjem kazni ali pa po prestajanju kazni, potem bom rekel v program za zdravljenje, ki so na razpolago zunaj. Koliko je pa takšnih, ki niso imeli težav z odvisnostjo pred pričetkom prestajanja kazni, pa so potem ob prestajanju kazni prišli v kakšen program? Lejte, tudi taki primeri prav gotovo so. Lejte, v zaporu na eni strani, kot sem rekel, deluje podzemlje, na drugi strani delujemo mi. Več ponujemo mi dobrih stvari, pa dobrih programov, manj je možnosti pa manevrskega prostora za delovanje podzemlja. Ampak tako, kot se na eni strani določeni obsojenci izkoristijo to in končajo šolo, končajo fakulteto, pridobijo poklic, se odvadijo, rečemo, od alkohola, od prepovedane droge, po drugi strani najdemo tudi primere, ko deluje šola kriminala in se določeni obsojenci navadijo tudi česa slabega. Ne? Tudi do tega prihaja, do takih primerov, da posamezniki začnejo uživati prepovedano drogo ali pa oziroma tablete v večjih količinah med prestajanjem kazni. Številk pa nimate statistike? Ne. Ampak, gledajte, prav gotovo vam pa lahko zagotovim, da takih primerov ni veliko. Tako kot ni veliko, gledajte, primerov, prav gotovo tudi prihaja do primerov, da se kdo naleze oziroma da se neka okuženost z določenimi boleznimi, ki jih prinaša, bom rekel, to uživanje prepovedanih drog predvsem, ne? Pa nezdravo spolno življenje, naprimer, kot so razni hepatitisi in podobno, da do takih primerov, ampak bom rekel, bolj posamično prihaja, prav gotovo tudi med prestajanjem zaporne kazni. Ampak tako, kot ugotavljamo in po podatkih, ki so nam dostopni, velika večina prihaja okuženih že v pripor oziroma na prestajanje kazni. Zdaj, govorite o tem, da imate zelo dobre izkušnje z raznimi, rečemo temu, dobro, 60% jih je predčasno gre na predčasno odpustne nekaj. 66%, bodi si pogojno, bodi si predčasno, približno polovica. S tem imate zelo dobre izkušnje. Zelo dobre, ja. Ta nesrečen primer za gospoda Trampusa,
kaj spremenil v vašem sistemu? Odločanje, to bo zanimivo spremljati. Odločanje o pogojnem odpustu je v pristojnosti Komisije za pogojni odpust pri Ministrstvu za pravosodje. Ta komisija je sestavljena zelo heterogeno, je predstavnik Ministrstva za pravosodje, predstavnik Vrhovnega sodišča in Vrhovnega tožilstva. In seveda bo zelo zanimivo spremljati v bistvu, kakšna bo politika podeljevanja pogojnih odpustov v bodoče. Jaz moram povedati z naše strani, mi pripravljamo poročila, pripravljamo sicer predloge, vendar to je naš pogled na zadevo. Ne? Komisija sama ni dolžna slediti našim predlogom. Ampak kakšni so te vaše predlogi? Kaj si mislite po takšnem primeru? Bo to vaše razmišljanje kaj spremenilo? Seveda, glejte, vsak tak primer pretrese. Tudi, bom rekel, notranjo strokovno javnost. In mi bomo, smo že in še bomo podrobno analizirali, bom rekel, pripravo predlogov za pogojni odpust in seveda tudi tovrstni primer. Predvsem z vidika, ali lahko kaj izboljšamo, a smo lahko na določene stvari še bolj pozorni in tako naprej. Čeprav vam moram tako reči, glejte, pogojni odpusti ali pa na primer prosti izhodi. Izredno veliko je tega. In če se ozrem na neko daljše časovne obdobje nazaj, lahko potrdim, da zavodi te stvari zelo dobro, zelo kvalitetno pripravljajo, ker je zlorab dejansko zelo malo. Vseh stvari, vseh primerov se pa ne da natančno naprej predvideti in preprečiti. Čemu pripisujete nižje število zaprtih oseb, če sem prav razumela, zaradi prekrškarjev ali še kaj drugega? Ne, samo število prekrškarjev teh, ki so imeli ukrep uklonilnega zapora, ni prispevalo k temu, ampak iz podatkov je razvidno, da se je nekoliko zmanjšalo predvsem število obsojencev. Težko, gledajte, ker neke resne analize, zakaj se je to zgodilo, še ni bilo narejene. In prav gotovo, gledajte, na ta trend upadanja ne vpliva samo en razlog. Mogoče je eden od razlogov tudi ta, da je strani sodišč izrečenih nekoliko več pogojnih kazni. Mogoče. To je eden od razlogov. Sodna statistika temu nekako pritrjuje. Tako da, če bo ta trend nadaljeval, bo prav gotovo potrebna neka posebna analiza, ker po drugi strani je nekako občutek, da se v bistvu izrekajo strožje, daljše zaporne kazni. Vendar tukaj pa moram povedati, da samo število kaznivih dejanj, pa število ljudi, ki so zaprtih, ponavadi ni korelacije. Ponavadi ni korelacije. Ne pri nas, ne v drugih evropskih državah in so lahko ti trendi zelo nasprotujoči. Marsikatera država na eni strani beleži upad števila kaznivih dejanj, po drugi strani pa v bistvu naraščanje števila zaprtih. To, koliko imamo mi zaprtih v naših zaporih, je odvisno predvsem od kaznovalne politike in od politike odrejanja pripora. To je pa nekaj, kar v bistvu se dogaja na sodiščih, to je nekaj, kar ni predpisano in seveda je nekaj, kar je v pristojnosti, bom rekel, neodvisnega sodstva. Ne? In zato je prav, da je sodstvo neodvisno in v bistvu, da te stvari suvereno in kvalitetno upravlja. Jaz imam še eno konkretno vprašanje. Govorili ste, da je varnostna situacija precej dobra. Ne? 8 incidentov je bilo oziroma 8 napadov na pravosodne policiste.
Noben pravite, da se ni končal s težjimi poškodbami. En ne bi bil pa neupravičen, če sem prav razumel. Primer Seada Ferhatovića, verjetno poznate ta primer. Kaj mi lahko kaj več poveste o tem? Kako se je zaključila ta preiskava tega incidenta? Glejte, pred približno 2 meseci se je ta primer zgodil v ljubljanskem zavodu. Nekateri mediji so, oziroma ste o tem poročali tudi zelo, bom rekel, tako pompozno, kot da je šlo za nek konflikt večjih razsežnosti. Takrat je bil odrejen z moje strani tudi poseben nadzor tega dogodka. Šlo je za fizični napad obsojenca na pravosodnega policista, in ki se je nekako tako je prerasel v fizični obračun med njima dvema. Končal se je tako, da sta bila oba lažje poškodovana. Aktivno pa drugi obsojenci oziroma pravosodni policisti pri tem konfliktu niso sodelovali. Aktivno zato, da bi šlo, rečemo, za nek konflikt, za nek pretep večjih razsežnosti. Seveda so takoj pretekli pravosodni policisti, pretekli so še določeni drugi obsojenci. Bilo je kar napeto, ker v bistvu vse je kazalo na to, da bo kdo od soobsojencev tudi želel pomagati obsojencev, ki je napadel, vendar na srečo do te situacije ni prišlo in so pravosodni policisti to še pravočasno in brez neke uporabe, posebne uporabe prisilnih sredstev preprečili. Seveda, ker je obstajala realna nevarnost, da se bo nek nered v ljubljanskem zavodu še naprej nadaljeval, smo tudi ustrezno ukrepali. Ukrepali smo tako, da smo obsojenca, ki je napadel pravosodnega policista, takoj premestili v zavod Koper. Še enega obsojenca, ki je kazal znake, da bo pomagal temu obsojencu pri napadu na paznika, pa smo premestili na drugo stran države, oddelek v Mursko Soboto. To je bil takojšen ukrep. Seveda smo celoten dogodek, kot ob takih primerih, prijavili zaradi suma kaznivega dejanja tudi policiji in celotno zadevo njim odstopili v reševanje. Se pravi, ni nobenega zaključka vaše preiskave, vse ste odstopili policiji, a drži, da ta pravosodni policist je dobil odmova delovnega razmerja? Ne, nikakor ne drži. Ta pravosodni policist, sam interni nadzor je pokazal, da je ravnal popolnoma pravilno, da je bil on napaden prvi strani obsojenca in seveda temu pravosodnemu policistu smo nudili tudi vso podporo. Tudi sam sem ga osebno sprejel na razgovor, ker potem v nadaljevanju moram povedati, da so bile prisotne tudi določene grožnje temu pravosodnemu policistu in seveda smo te zadeve tudi, bom rekel, v sodelovanju s policijo skupaj preverjali in seveda nudili vso podporo temu pravosodnemu policistu. Še enkrat naj poudarim, on je deloval vestno, korektno, bil napaden, tako da nekih nepravilnosti strani pravosodnih policistov nismo ugotovili. V tej vaši statistiki nisem nikjer opazil, da bi kdaj zasledili kakšno možnost podkupovanja strani zapornikov do paznikov, ali se to dogaja, ali to zaznavate? Zaznavamo. Glejte, tako kot vsi zaporski sistemi po svetu, tudi naš zaporski sistem ni imun na tovrstne pojave. V našem poročilu boste zasledili, da je bilo v lanskem letu izrečenih 10 pisnih opozoril pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in boste zasledili, da je v dveh primerih bila tudi izrečena odpoved pogodbe o zaposlitvi. Nekaj takih primerov je aktualnih tudi letos. Jaz moram povedati, da žal se dogaja, gre za posamične primere, moram reči, da tako osebno kot moji sodelavci zaposlenim načelno zaupamo, vendar seveda
Na te stvari smo posebno pozorni, še posebej potem, ko smo, zdaj moram povedati, kar skoraj da že v vseh zavodih odkrili tovrstne posamične primere. V letošnjem letu je zaradi tega bilo prekinjeno pogodba o zaposlitvi inštruktorjev v zavodu Koper, 2 postopka izredne odpovedi, ki še nista pravnomočna, tečeta zaradi hudih kršitev zoper 2 pravosodna policista v Ljubljani oziroma zavodu IK. Šlo je za grde zadeve, vnašanje stvari v ljubljanskem primeru, prepovedanih stvari v zavod. V primeru IK je šlo za v bistvu nekdo je vzel obsojenki iz pisma denar in v bistvu še za druge kršitve. Seveda, tovrstni primeri so bili tudi v lanskem letu in v preteklih letih. Tako smo že odkrili tak primer na Dobu, odkrili smo tak primer tudi v zavodu v Maribor. Tako da, lejte, na vse te primere jaz moram poudariti, zelo ostro in zelo hitro reagiramo, saj taki ljudje ne sodijo, bom rekel, v naše vrste in seveda taki posamični primeri pa mečejo zelo grdo luč na celoten sistem. Zato je tudi izredno pomembno, da mi delamo na notranji varnosti in v okviru možnosti poskušamo to čim bolj preprečiti. Da ne gre samo za neke primere podkupovanja, za nekšne sploh zlorabe položaja. Ja, gledajte, se dogajajo, bom rekel, razni primeri, razne kršitve, včasih zadostujejo opozorila, disciplinski postopki, včasih pač ni možno z milejšimi ukrepi, ampak in se moramo v takih najhujših primerih, gledajte, je prav gotovo izbiramo, tukaj izbire ni. Edini ukrep je, pravi ukrep je odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ampak se še ni zgodilo, da bi se znašel paznik na drugi strani potem, recimo, da bi bil obsojen zaradi svojega dela in zaprt. Se je že zgodilo, gledajte, se je že zgodilo, zdaj v bližnji preteklosti ne, ampak če imamo v mislih neko daljše obdobje 10-20 let, se je že zgodilo, da je bil, ampak v zelo redkih primerih, da je bil kdo od naših sodelavcev tudi obsojen na zaporno kazen. V lanskem letu ali pa v preteklih letih pa takih primerov ni bilo. Še mogoče kako vprašanje? Tako. Če nimate nobenih vprašanj več, se vsem skupaj res najlepše zahvaljujem. To, kar ste danes prejeli, bomo tudi poslali po elektronski pošti, pa tudi to celoti letno poročilo za 2010 bo še danes objavljeno na spletnih straneh, tako da si lahko tam še pridobite pa v bistvu natančne informacije. Še povabilo, gledajte, vrata so vam odprta, če želite karkoli, tako da osebno skrbimo, bom rekel tudi sam, pa moji sodelavci, da so v glavnem to, kar želite, da vam tudi omogočimo. Zdaj včasih moramo, kadar gre za zaprte osebe, seveda z njimi vprašati, če oni želijo sodelovati, ne želijo sodelovati, je to odvisno v prvi vrsti od njih. Veliko dobrih stvari se dogaja po zaporih, pridite kaj pogledati, naprimer na IK, kako je poskrbljeno, naprimer, to je zanimiv primer, ker se ne dogaja vsak dan, da imamo mater z otrokom, kako je v takih situacijah. Če bo kakšen tak interes, sigurno, mi smo zainteresirani, da se tudi kaj lepega napiše v zaporih, ker dejansko naši ljudje veliko delajo, pa zato veste, da je nek mir v zaporih, relativni mir, jaz vedno pravim, relativni mir, je ogromno energije gre, da se neutralizira vse to, kar bilo lahko slabega, tako da vabljeni.